se pravi, no sej, to niti ni vprašanje, ker zdaj vidim, kaj vas je v bistvu zmotiviralo, ali pa v bistvu to vlogo, ki ste prevzeli, po moje precej nehvaležna vloga. Ne? No, to pa ne, mislim, da je. Zato, ker Taka je bila in mentorska, tako kot je bila prej. Ker po eni strani se postaviš nekam, kjer dejansko probaš nekaj narediti, Ja. ampak že vnaprej lahko veš, da jih boš dobil po glavi To pa ja. od Ampak si pa omogočil drugemu. od Je samo kolegov, mogoče, pa še od javnosti, se pravi, iz 3 strani bo pa dal po tebi. Veste, kaj je bilo pa meni zadoščenje res? Kaj? To je tak Ja. medij, ki to dopušča, da te povem. Moje zadoščenje je, da je študentkam in študentom, ki so diplomirali pri meni, ki si poskušal vpeljati v stroko, da si jim dal priložnost. Da To so. se mi zdi. In so tudi to naredili. Ne? To je celostno delo. Ne? To je, ne vem, kako se temu reče, kolektivno delo, ker ti si jim dal priložnost. Ne? Ja. To ni Plečnikova Ljubljana, ne? To ni Koželjeva Ljubljana, to je Ljubljana vseh teh arhitektov, ne? Ki so prispevali svojim projektom k neki celoti, ne? Po delih. To se mi zdi veliko zadoščenje. Da je v bistvu to projekt, to je razširjen projekt fakultete. Po mojem je to zelo nehvaležna vloga za osebo. Seveda, ker je, tako kot so že enkrat rekla, ker je reakcija na akcijo je enaka. Ne? Reakcija je enaka akciji. Koliko je bilo vloženega truda v tem, da si lahko dosegel. Ne? Ja. Da se dali tudi županom napeljevati investitorja, se to ni samo po sebi, se nobena stvar ni sama po sebi. Ja, nobena ni sama po sebi. Ti smo ga napeljati, da je tam ustal, se to ni, se nočem ben graditi, kaj bi pa gradil, da v tisti jami tam, ker moraš še jamo kupiti tudi nekoga, ne? Ker je med tem kupil špekulativnih namenov, ne? Gradbene jame. Ja. Zakaj bi zdaj tukaj, ne? Bi raje tam, ker ni. In zdaj vse to, ki je narejeno, moraš reči, ne, veš, to je velik napor, ne? In seveda, koliko je ta napor velik, tako je potem zadoščenje. Ne, tudi odpor velik, ne? To je ja. seveda, ker je vse narobe. To sta že uvodoma rekla. Nisem mogel verjeti, da je to vse tako vse narobe. Čisto vse. A veste, vsi projekti so narobe. Mislim, da din ta zadnji, da ni, no? Nisem še videl. Kopališče Vevče, no? Ta mislim, da ni narobe. No, pa kaj pa je narobe? Kopališče Vevče mislim, da ni, no. Edini. Bodo že nekaj najdeli, ampak drugače je bilo pa... Šumi... Vse je narobe, ne? V bistvu je tudi to narobe, da smo mesto, da smo investirali v javni prostor je narobe, ker smo v bistvu odprli avtomobile, ste spravili ven, zato da ste pripeljali turiste not. Je narobe, ne? In ker ste pripeljali turiste not, ste opravili en del socialnega čiščenja. Ne? Ste dvignili ceno kave in ne hodimo več v mestu. Nima smisla, da zdaj to obujava tukaj. Ampak je v bistvu vsakašen projekt, vsi projekti so narobe. Najbolj me boli seveda Plečnikov stadion, ker on je pa čist narobe, tako da smo ga ustavili in ne bo nikoli. Ne? Pa on ni bil narobe. To zdaj vedno sem povedal. Da zakaj bi pa moja malenkost škodila Plečniku, povejte. Ali pa zakaj bi nek tako plemenit projektant, ki je bil von Gerkan arhitekt, ki je von, s svojim glavnim projektantom, ki je delal diploma iz Plečnika, Nemcem, ne? Zakaj bi on škodil? No, zdaj pa pomislite Plečnikov stadion. Zdaj, jaz ne vem. Ni, to je samo to, da ste to, da si zbudil ene strasti tako grozno, ne, da so potem naenkrat si rekli, da to je pa res pregrozno, to pa nam bomo pustili. Zdaj je zapuščen. Ne. Da je ta obrat, da ti rečeš, da mora biti narejen nazaj je treba ga poustvariti, kakršen bo leta 35. Pa imamo pismo od Plečnika, ki svojemu bratu piše, da je to nesrečen projekt, ker to je vse iz zemlje zbiti, tukaj ni nič, ne bo zdaj govoril, ker se piše, seveda. Ampak, da je to svetinja, da je to ne vem kaj. Ampak ta projekt je bil tako narejen, da je bil vse ohranjen tako, kot je, se vendar bi moral biti narejen po konzervatorskem načrtu in z dovoljenjem seveda spomeniškega varstva.
ne vem, ampak to je bilo proti, da to je mladi eni zanesenjaški seveda, in arhitekti, ne, te, ki se le ustvarjajo ali se ustvarjajo javno mnenje in se govorilo o barbarizmu, ne, a veste, to so bile besede najhujše, to je nekaj najhujšega, kar je bila, kako bi rekel, te obtožbe, kako smo tako svetinje kot je Plečnik mislili v bistvu degradirati in uničiti. Ne? Pa ga nismo nič, ni. To bi bili tak. Kaj bi pa bilo tam? Jaz sem nekaj pri Pečečniku videl, neke renderje pa to. Ta von Gerkan je namreč naredil isto nalogo, zdaj že pokojni, žal, kot je Olimpija stadion v Berlinu. Ne? Oni so tudi naredili prenovo tega stadiona. Z novo streho in tako naprej. Ne, to je naenkrat prišlo od tega, da to je svetinja, čeprav po mojem mnenju in po mnenju samega tvorca, ne, pač projekt, ki ni bil niti dokončan, ki je tak reven projekt, ne, veste, da tega je treba ohraniti v svoji izvorni obliki. Ne. Spomnim, ko sem bil in potem je bilo takoj to, da je treba potem mesto ga dati in da je to mestni stadion in tako naprej. To so pa druge zgodbe, čist, ne. Ampak v bistvu, to je ta ideologija, da je treba pač, ki je za, ne, sem za, ampak težko je uresničiti. Ne. Da je treba v bistvu da je treba nacionalizirati nekaj, kar je bilo denacionalizirano. Kako bi rekel, da je treba stadion odpreti ljudi in potem na koncu. Bomo danes težko, treba bi bilo odkupiti. Ja, se pravi, pa to pa noben ni pripravljeno. Ampak ne, da je pač nič drug projekt, ne, ampak to je bil tak, a veste, kaj bi se morali po vaše tam zgoditi? Zgraditi to, kar je bilo zamišljeno. Saj si bil natečaj povabljenih najboljših projektantov. Tudi naših najboljših. Da smo dobili najboljšega projektanta, po moje, v Evropi za prenovo stadiona. Kako bi zdaj pokvaril? A to je ta projekt, ki predvideva tam tudi neke, res ne vem, nisem toliko seznanjen. Tisti ni važen, kaj zraven, tudi tistega ni važno sploh. Okay. On je imel še nek stolp, na vogalu, ampak nič hudega. Noter ne bi bila neka bolnica za športne bolezni in rehabilitacije. Tako bežam vam v spominu nekaj. Ampak tisti ni bilo sporno. Okay. Ne, sporno je prenova stadiona, ki ti ga moraš pustiti taza, kakršen je bil leta 1935, ki je bil zgrajen za evharistični kongres, tako malo na hiter, ne, provizorično, no. Na koncu je vedno neka strast, ki gre v popolno nasprotje, ne? Da je treba konzervirati nekaj. No? Ampak je bil Olimpija stadion tudi, kako se mu reče že, v spomeniški strukturi, ne? Z najvišjo vrednostjo ocenjen v Barceloni, bo narejen Olimpija stadion, ampak z dozidava, ne, ti se tako ohraniš, v bistvu dediščino pri življenju, a ni res. Tukaj se bo govorilo o barbarizmu, ker bo odspod garaže pismo. Ne vem, pod to travo sveto bi bile garaže. Ne razumem. Pa bi ga poglobili malo. Ja, če me razumete. Ja. V bistvu sem pa izgledal te načrte, ne, a veste, tako konzervatorske, je bilo vse zarisano, ne. Vse, da sem govoril za projektanti. Oni so vsak cegoček so... Ne. In zdaj na Bonični, to je šlo celo tako daleč, da je šlo na, kot veste, v državni zbor, ne? Državna zbor, pismo, to je bila obsodba tega. Kako smo preprečili barbarsko dejanje, zdaj ne bo nič. Dobro, v državni zbor je to verjetno bolj stvar populizma pa trenutne temperature. Ja, so sen, več takih stvari je šlo na državne zbor. No, ker po moje s tem stadionom bi bilo najlepše, se spomnim, ko sem bil še pri Lajevcu, je bil nek natečaj, ko ne bi se tam park delal. Je pa res, da jasno, ne bo Joc park delal za svoj denar, ne? To mora potlej ne nacionalizirati, ampak nekdo odkupiti in bi bilo bolj lepo, da se naredi park. Kontekst noče upoštevati. Zelo redko kdo od kolegov ni hotel razumeti, mogoče še danes ne, kontekst. Kontekst pomeni okoliščine, ne, razmere. Ne? Vsak projekt so drugačne. Vsak projekt, če se ga nekako spelja, ne, jih je treba znati z njimi nekako ravnati, kako bi temu rekel. Ne samo poravnavati z njimi, ampak iz njih nekaj narediti. In problem tega stadiona je bila seveda, kako bi rekel, maščevalnost neke oblasti,
ki je štadion, ki je bil v lasti občine in ki ga je občina nameravala obnoviti, ampak bi tudi dodala streho in tako naprej. In druge pritekline, ki manjkajo pa njemu. Ne? Veste, je bil tudi tak natečaj narejen, kot vem. Ne? Tako, ampak ona ga ni hotela, a veste, denacionalizirati po metodi, ki je znana. Ne? Da razpišeš obveznice, ne? Da izdaš obveznice. Z obveznicam, ne? Temu redu, križevniškemu redu. Ne, oni so ga dali v naturi in njemu nazaj, ampak on nima nič s tem štadion, kaj ne on. Ta križevniški red, tam, a veste, na Štajerskem, on sami, kaj bi ne s tem. Ne? Ampak ti si zanalaš to naredil, da si občini vzel. Ne? To je, a veste, namerno dejanje, ne? Ker občina bi ga obnovila in potem, ko to ni šlo, smo raje se odločili, da nima nov štadion, po res pametnem, po mojem premisleku, v Gramoznici, ki ne treba izkopa, ne? In ob avtocesti. Ampak kakorkoli že, občina je primorana narediti drugega, ne pa tega obnoviti. In potem je šel on ta svojo pot in tudi tega noče pač kritike upoštevati, da je šla pa svojo pot. Svoje pot je prišla, ker je pač, oni so prodali pa to SCT tehniki za neke usluge, ta je potem prodala pečečnike, potem je šlo, to ni. Ne? In zdaj, kako zdaj narediti tam park, ljudski stadion, kako? Tako, da se... Da ga država odkupi in ga da, ampak ga ni. Ja, tako, to je, ne morejo ga zdaj kar vzeti nekomu, ki ga je legalno kupil. Ne more. Ampak mi ga je pa žal vsem... Ne bi bilo prav, ne? Ja. Ker so bili vloženi, res se to izjemni napori, da ne bi škodovali Evo Plečnikov, da bi bil tak, kot je, mogoče še lepši. Ampak če pa nekdo reče, da ne smeš nič narediti, ne? Ja. Da je tako vreden, da je original, veš, pa se pa seveda tega ne da narediti. Mislim, ampak te govorice, ta napadi, ki jih lahko še zdaj vidite, da je to barbarstvo, ne? Veste, da je to, ne vem, to je to odvagovanje neke temperature, ki potem onemogoča, da bi bili resnico, ne? Da bi znali presojati po dejstvih in da bi dali presojati po razumevanju okoliščin. Meni se di to krajno nenavadno, ker se upam to povedati, da imam to spravljene kritike, ki so bile uničujoče. Ne? Ampak najhujše je to, da en od teh kritikov je pisal in se mu dali drugi prav, ne? Da Ljubljana se je razvijala v teh 20 letih brez koncepta. A veste, da je to samo kapital voden in tako naprej, ampak sem ves čas govoril, da smo mi prvi in skoraj prvi bili, ki smo sprejeli vizijo dolgoročnega razvoja, ki se letos izteka. In da je v tej viziji so bila načela postavljena in projekti opredeljeni, a veste, in da smo potem to vizijo prenesli v prostorske akte in potem izvajali to sistematično in da je glih koncept tist, ki je neka vrednost, ne? Ne, ampak ne domina, da reče, da se ne po konceptu. Ne, to je bilo meni najhujš, ker potem se ne da voditi polemike. A veste, ker vam je preabstraktno, tako kot s temi, ki so pač Plečnika hoteli spraviti, ki ga hoče spraviti v muzejsko stanje, ne, ki malikujejo do te mere, da vi ste ga pa uničili in potem je uničeno in nič ne bomo, ne, da se ne moreš pogovarjati. No, jaz mislim, da s tem ampak to je zelo grozno. Ničesar dotakniti, ničesar spremeniti, nič je po moje napačna smer. Recimo, meni je blazno všeč, pa se tudi krešejo mnenja. Vidim tako tudi, ko se pogovarjam med kolegi, to, kar je Rok naredil v Kartuziji. To se mi zdi tako vrhunca, kako se z dediščino se lotiti, dotakniti, narediti nekaj tako. Ja, se je. Ja, pa niso vsi istega mnenja. Niso. Kaj? Ne. Samo noben pa ni rekel, da je to brez koncepta in da je uničil. To pa ne. Meni se pa rekel, da sem uničil Ljubljano in da se razvija brez koncepta. In pa se enega tazga kritika tudi vprašali, a sploh hote bila, prav ne, je tako grdo in vse uničil, da je tudi Ljubljano in kar ni res. Ampak to je ta, a veste, prevelika polarizacija, ki je itak znana dejstvo v Sloveniji, ki potem onemogoča dogovarjanje. A veste kaj? Omogoča, da bi tok tekel in da bi se... Jaz sem tudi povedal večkrat, sem tudi napisal še to, kar moram. Jaz sem tudi na vse te civilne iniciative hodil, ampak
to ni šlo to, da dajmo povedati, kaj bi vi, pa kaj bi mi, pa se dajmo zmeniti. Ne, to je, te prije, kaj bi te že izvižgali, takoj. To ni, to je bilo, ti si prišel na sestanek zato, da te žvižgajo, ne da bi se nekaj uskladili. To je slabo, ampak jaz mislim, da mogoče to ni samo slovenska specialnost. Jaz sem prebral še med študijem, vi sigurno poznate, Dale Carnegie. On je napisal, noben ne brca poginulega psa. Se pravi, tiska pa ni poginulka, pa vleče, ker to tist je pa... Ja, sem ne tako radikalno, veste, da se ne da pol zmeniti. Ja, to je pa pol nekonstruktivno, to je pa brezvezane. Moš upoštevati, moš kaj reči, ne? Ja. Moš kaj reči, ker je... Moraš dati alternativo, ki je uresničljiva, recimo, po domače rečem. Moraš reči, da bo tako, bo tako. Predlagam, da bi bilo pa tako. Jaz bom danes dal eno to od kolumen svojih, ker sem pač ogorčen, ker je sodišče upravno dala drugič prav civilni iniciativi v Novem mestu, s čimer je odpravilo drugič zazidalni načrt, gradbeno dovoljenje, se oproščam, za začetek gradnje tretje osi. Novo mesto, Bela krajina, recimo. Ampak predvsem Novo mesto pomeni avtocestni odcep tovarne Revoz, ker ta tovarna ne zmore. Ona ne more dati na železnico, ki ni Dolenjska, tam ne gre tovor in ne grejo, kaj ne ona naredi, ne med drugim, Ja. Ampak padlo je zaradi ne vsebinskih razlogov, ampak zaradi tega, ker je ta, ki vodi to civilno iniciativo, ker se ni važno, so ugotovili, so se sklicovali, da je uredba o mejnih vrednostih hrupa, ki jo je sprejelo ministrstvo, neustavna, ker je tako tudi ustavno sodišče presodilo zaradi postopka, ne zaradi vrednosti teh, ki so zapisane. In zaradi tega lahko padejo evropska sredstva in se ne začne delati tretja os. Ne morem jaz to, mene to tako globoko prizadene, ker je to se mi sami sebi si škodujemo do te mere, a veste, samo zato, da tam zraven Mačkovska ne bi šla cesta, ampak je vse narejen, ker hrub je bil sam med gradnjo. In tudi namesto, da bi se zahtevalo, da je med gradnjo so tudi, ne vem, pregradne zidove in tako naprej, ne pogoje, ne, ti si proti, ne bo šla tle. Ampak to je eno od 4 primerov, ki sem jih naštel, istemno. Kako je to nekaj nemogoče? Ker pri nas drama stoji zaradi tega, Kaj, a stoji zdaj? Seveda. Ni gradbenega dovoljenja. Kaj že? Ampak to, če sem prav bral, zato, ker nekdo ni dal garancije stanovalcem. Kakorkoli. Ampak se veš, da jo da. Ne da na ta način, ker ne more dati tako. In potem je pad pozicija in ni nič. In tam stoji. Se je bilo pri nukom isto, so moji kolegi hoteli preprečiti najprej to, da je itak projekt bil zastarel, pa ne tako naprej, ampak pustimo to, da ne bi kaj narobe rekel, se ne bi kaj zarekel. Ampak najhujše je bilo, da se je organizirala potem, ne glede na projekt, kampanja, da je tam ne sme biti, ker so sveta emonska tla. Tam na parkirišču? Ja, ker tam so pač 2 inzoli, če se ne motim, ampak tam se ne sme graditi gor, to je sveto. Čeprav so in v prvem projektu, in v tem projektu te inzole upoštevane in vidne kot in situ prikazane. Ampak ne, to je bilo omeženo, ampak ne vem, z katerih razlogov, da stoji zdaj spet. Ampak si predstavljate, da je to muko, če tako živiš z enim mestom. Da pravzaprav celo moje življenje je posvečeno Nuku 2.
A veste, ker sem bil že v prvem natečaju, sem jaz bil skrbnik natečaja, kje sem. Ne razumete? In to vem, pred kolikimi leti je to zračunati, jaz ne vem. Ja, dolg. 40, recimo. Pol življenja, ne? Pol življenja, ne, vale. Ampak sem bil tudi pri drugem natečaju komisije. A veste, ki je bilo tako vzneseno, ne? Ki je bilo res to pa, a veste, in je bil najboljšega možnega arbitra, ne? A veste, Kennetha Framptona pismo. On je bil tako vznesen, da lahko pomaga pri tem nacionalno pomembnem državnotvornem projektu, ne? A veste, ki je bil v žiriji, seveda, predsednik celoten, ne? A veste, se predstavljate to navdušenje vsega, ne? Že to ne vem koliko je let. Dajte vi pol preveriti, ker, ne vem, 8, če ne več. Je pa več. Od tega natečaja, ne? A veste, ampak tam stoji ta hiša in ni nič. In še zdaj ni nič. Vemo, da je denar, da je uno, ampak ne veste, zakaj ni. Ker verjetno so, ena od možnosti, ki tako me ne bo noben za besedo prijel, je, da je nekdo se spomnil, da je ono vplivno v območju Plečnikovega nuka, ne? In da je to mogoče zdaj treba v Parizu vprašati, ne? A veste, UNESCO, če mogoče ta hiša ni prevelika za ritune hiše, ne? Čeprav so ona da komaj da vita, ne? Ampak, a veste, to tako mi, ne? Tako mi sebe ustavljamo, no? Ja, ne. Ampak je zakon. Po eni Pa nas strani ne vemo, je da je prav, zakon o gradnju nuk. Ne sme se to dogajati. Po eni strani je prav, da je nekaj varovalk, pa nekaj tega, ampak tako kot se pri nas ene strani dejansko ustavljajo, pa katastrofa, ne. Ne sme biti. Ne. Vedno se moraš dogovarjati, no. Kjere varovalke? Ja. Ti pretiravaš, ti zanalaš tako narediš, da ni, da hočeš preprečati. Ker ta polarizacija je ključna, da hočeš preprečati. Jaz sem bil, zdaj smo bili tamle na Kitajskem, a ne? Tako Čengduju. To je fascinantno, ne? To od trenutka, ko Xi Jinping reče, da ne se nekaj zgodi, do takrat, ko je zgrajena taka stavba, ki bi pol centra Ljubljane pokrila, a ne, mine 15-18 mesecev. Vključno z idejno zasnovo, papiri, gradbenim dovoljenjem, PZI-jem, izborom izvajalcev, izvedbo in na koncu za travco posadijo in jezerček napolnijo. In napolnijo stavbo. In jo pometejo. Ampak to gre očitno v taki družbi. Zdaj, ne vem, če bi si mi za tega želeli v taki družbi živeti, ampak po drugi strani, koliko nas pa zavrejo vse te civilne iniciative, Pa to naše to je pa druga plat, ki je pa drug ekstrem, ki je pa prehuda. Veste, da zaustavimo 25 let. Če lahko pa čisto vsak reče vse, kar hoče, pol pa nikamor, nikoli ne boš nič naredil, ker... Ni dogovornega ni. Jaz sem vedno staren na dogovorno. Vsaka situacija, kot smo rekla, je edinstvena. Vsako ta se dogovoriti. Ampak to, da smo mi narod, ki zaustaja, a veste, za 25 let, ne, če ne več v nekih segmentih, za drugimi, za sosedi, to prehudo. A veste, mi še zdaj nimamo sodne stavbe, ne? Sodišča. Sodišče dela trenutno na 16 lokacijah. Si predstavljate, kakšno delo morajo praviti kurirje? To je nekaj nemoralnega. Nekaj nemoralnega, da ljudje, ki iščejo pravico, a veste, nimajo možnosti, da bi prišli v neko stavbo, kjer bi lahko to pravico poiskali. Kje pa ne bi se zgodilo? A si predstavljate, da ni? Da morajo to neko stanovanje, recimo bivše, mečansko, da morajo počakati v predsobi, a veste, ali pa v sobi za služinščat nekdanji. A še, da je razpravna dvorana, največja razpravna dvorana je na Gospodarskem razstavišču. A veste? In to so razprave tudi, ko so razstave mogoče. Alpa Adria sem in gor, en del te razstave sodijo najhujšim kriminalcem in helikopter brni gor. Se to veste, da je to nekaj nemogočega. Ampak od leta 96 jo gradimo, ne? 2006, 2016. 30 let. 30 let bo in ni. Si predstavljate? In vse te iniciative, in vse ti poskusi, da dajte v metalko, ne, tako pa ne. Zakaj ne se smo zračunali? Ker v metalki, ne, je prazna, ne, je velbagovnica. Tam bi bile dvorane. Ne, dvorane bi bile tam, nič prazne.
Mislim, zdaj je nek razstavni salon, ampak ni važno. Ampak tam noter bi šle vse te razpravne dvorane, ne? Ja. Ker so visoki prostori. No. Ja. Parkirišče je zagotovljeno, ne? Ker vsega cigaleta pod not, ne? A veste, pisarne se naredi pa v stolpnici, ne? A ni? Vse na mestu. A tako je bil plan? Ne, to je bila ena od idej, ne? Nasprot imate pač park, sodni, ne? In sodno palačo, ta je najboljša, najhitrejša je ta. Pa še ohranili bi v mestu. Ja, ne, noben se ne zavzame, ne, mi bomo to tam. Bomo tam gradili za Bežigradom. Zakaj za Bežigradom, če ste že kupili v centru mesta na Masaryku zemljišče? Projekti so narejene projekt opreme, vse je narejeno, ampak ne, ker je nekdo, točno vemo, kjer minister rekel, ne bomo tle, bomo tam, zdaj pa tam je pa drago. Kjer minister? To je šlo spet zaradi ministrov. Ne? En minister je rekel, da bo tam sodišče in je bilo vse napravljeno, da bo pa drug se minister pa prav, ne bomo tle gradili, ker ga je nekdo prepričal. In zdaj bi bilo za mene idealno, zato ker so mi arhitekti pisali, to sem večkrat rekel, to so res zgodbe, iz Lucerna, da kako so oni veseli, da je tudi pri nas ta pamet, ne? Da ti tako pomembna stavba za eno državo, kot je sodišče, ne? A veste, vežeš na železniško postajo, ne? Ker so rekli, to je naš ideal, mi vežemo srednje šole in take institucije na železniško postajo. Zdaj, ko boste vi imeli železniško postajo novo in s tem tudi seveda izboljšan potem potniški promet, ne? Ja. Z tega boste imeli še sodišče zraven. Jaz to pohvalo, ne? Ne. Ta mora biti za Bežigradom, ne? A veste, in zakaj? Zakaj ne bi bilo na tem, ves čas govorim, zakaj ne na tem obroču, ker to je bila ideja že od Fabijanija, ki smo jo seveda mi ves čas podpirali to idejo, ne? Dajmo na obroč, ne? Kje pa vsi želijo za Bežigradom? Ta Bežigradski dvor, to je tista jama. Ampak kuna jama od leta 96, no, to je, kot se prej omenili. Ja, zdaj, zato ne štejem nuk je pa maj 40 let. Ja. In to ne moreš. A veste, v teh zadnjih 20 letih so v Evropi zgradili 22 nacionalnih knjižnic. Ja. To pomeni, da je nekaj narobe s tabo, ti pa še zdaj ne moreš, ker je že vse, ker si še enkrat ponovil novi projekti, vse novo, pa še zmerno stoji. Povejte mi. No in tako je sodišče, me pa še huješ. No in to, kar stoji. A veste, Prirodoslovni muzej, kar ste že imenovali, no? To je pač delo kolege Aleša Vodopivca, ne? Ki je zmagal na tečaju in to je po moje tudi 20 let, ne več, 25 let. Če ni več, po moje tudi 30. Kje pa ne bi se to zgodilo? Ja, tam je pri biološkem središču, vse je logično, zelo lepo bi bilo tam, ne? Ker tam nastaja zdaj en del, nek tak center biološki, ne? A je res, in je tudi biološki inštitut, ne? Vse tam je in potem so tiste fakultete in to je prekrasna lokacija, no? Ob večji poti pač, ne? Ampak to je bilo narejeno, ne bo, ker zdaj je že prepozno, ampak njih ne zanima, da zbirke propadajo. A veste, medtem, ker so tam v neki hali spravljeni in tako naprej, nobenega ne briga, da nimamo Prirodoslovnega muzeja in potem je to kar za povrstjo. A veste, to je nevzdržno. To ni tako, da tudi drugje ne gre vse po maslu, ne? Ne gre. Povsod se dajejo malo, no? Povsod so se iščejo neke, bi rekel, možne poti, ne? Za uresničevanje takih projektov. Samo se izvede v 5 letih. To sem jaz računal. Nikoli ni več kot 5 let. Pa se pa nekaj zgodi. Ja, no sej, to ne vem kako. Ampak to noben ne razume pri nas, da se ne smeš teh iger cjati. Da dajmo nehati. Samo očitno jih zakonodaja omogoča. Ja, vem. Ne, pa mi smo taki. Ja, so vse, seveda. Se tudi sodišča tako odločajo. Sej. In kako bi to... Ja, v zavesti pri nas, jaz trdim, predvsem kličem na zavest. Pri nas je vest, da mi imamo državo in da imamo to državo nekaj za njo narediti. Ne? Meni smo vse naredili za njo, smo šli tudi pred tanke, pa vse smo naredili. Ves čas nekdo gradi, nekdo pa sam zase gradi takole in ne da nič sebe. Mislim, to ni... A veste, ekskurzija, ki tudi po Danski sem vodil študente, ker tudi za mene so bile vedno razodetja, za druge tudi, ne? Ampak tam ima vsaka hiša ima dansko zastavo, ne? Na drogo, razobešeno. Ja.
Kaj to pomeni? So pripadni državi, ne? A veste, oni vsi pripadajo državi. Tudi, ne vem, zdaj se preveč razgovarja, tudi v obliki gradnje, na tem gradijo tako, da bi skupnosti nekaj dodali, ne? Ja. A veste, da ne bi izstopali, ne? Da dajmo, ne, pa nas vsak zase. Drugačno barvo, drugačno hišo, drugačno streho, drugačen napuh, takle, ne. Ni tega, no, bi rekel, koliko državna politika ni državnotvorna, ne, a veste, tako tudi ljudstvo ni državnotvorna, no. Oni je vzelo državo, novo državo, ki jo imamo, kot v zakup, ne, bi rekel, to smo dobili, ne, in zdaj... A je grozno, ta občutek, nekaj ga opažam, no, ga opažam. Tudi mediji niso hoteli nikoli objaviti mojo to statistiko neizvedenih projektov, ne, v teh zadnjih 20 letih, ko jih je država obljubljala, da jih bo narejena. Zakaj ne bi hoteli? Ja, niso hoteli, ja, ker je prehudo, ne. Zato jih ne bom... Jaz jih ne bom zdaj našteval naprej, ampak se tudi zaporov še nismo zgodili, se smo se zafrknili na koncu, ne, ni še uporabnega dovoljenja. Zakaj ga pa tam ni? Ja, zato, ker pač ne dajo uporabnega dovoljenja, češ da ni razrešen, kam je firma vozila izkop. Da vem, ne bom, to smo zdaj preveč rešili, ampak pa nas je tako, da si nagajamo, no, in v bistvu si soškodujemo, a veste, s tem. Jaz poznam enega svojega kolega, ki je ustavil gradnjo mostu Fabjanovega, ker je svojo simpatizerko našel, da je stranka v postopku in je ustavil gradnjo Fabjanovega mostu v Ljubljani. S tem, da je potem ustavil na gradnji, potem firma propadla, da bo treba na novo vse narediti. Z formalnih razlogov, čisto ne. Samo da ne.